večer z naslovom Somrak etike. Vse, ki ste nocoj prišli, lepo pozdravljeni. Imamo dragoceno izkušnjo dialoga iz obdobja od 2005 do 2012. V teh letih smo prirejali dvodnevne forume v Ljubljani. To izkušnjo pogovora med verujočimi in predstavniki sekularne kulture želimo nadaljevati v novi obliki tu v Antriju znanstveno-raziskovalnega centra. Oblika drugega pogovornega večera sredi februarja je bila nekoliko drugačna kot zasnova prvega v mesecu januarju. Današnji forum prinaša še eno novost, v katero nas bo ob koncu prvega dela večera uvedel moderator gospod Pavle Rak. Zaenkrat naj ta novost ostane skrivnostna. Še vedno smo torej v fazi iskanja optimalnega vzorca, pri tem nam s svojimi predlogi pomagate tudi vi, spoštovani udeleženke, spoštovani udeleženci pogovornih večerov. Hvala za vaše sugestije. Intimno si vsi prizadevamo za dialog in si ga želimo. Ko pa se je dejansko treba pogovarjati o čisto določenih stvareh, nam začne pogosto zmanjkovati časa, pa tudi potrpežljivosti. In potem ubiramo bližnjice in predpostavljamo, da drug drugega razumemo, čeprav si ne povemo, ne kaj drug od drugega zares pričakujemo, ne kaj si dejansko želimo. Nadaljevanje poznamo. Vrednota učinkovitosti dobi prednost pred pogovorom. Zato želimo na naših pogovornih večerih krepiti zaupanje v pomen dialoga. A tu se zadrega pravzaprav šele začne. Kajti o dialogu začnemo največkrat zares zavzeto in iskreno govoriti šele takrat, ko ga ni, ko njegova odsotnost postaja boleča. V luči bridkih izkušenj iz preteklosti se znova sprašujemo, ali nas do tvornega pogovora lahko privede šele grožnja, da se bo začel boj vsakega z vsakim, v katerem bomo vsi izgubili, če se ne bomo usedli za mizo in se pogovorili glede temeljnih vprašanj. Ali nas lahko torej do dialoga pripravi racionalni uvid, da lahko šele pogovor premakne stvari z mrtve točke? Ali ni bolj pogosta neka druga izkušnja, da se ljudje začnemo pogovarjati o skupni prihodnosti šele z desetkami, stoječ na ruševinah, ko končno prevlada prvinski interes, golo preživetje? Ali se danes že nakazuje somrak etike? Ali njeno za sedaj še neboleče zahajanje dovolj spodbuja našo praktično pamet, da prekinemo drsenje v popolni etični relativizem, katerega posledice si ne znamo niti predstavljati. O tem in o drugih vidikih usihanja zavezujoče etike bodo nocoj ob moderatorju Pavlu Raku spregovorili dr. Jero Cerar, dr. Alojz Han in dr. Miha Šebec. Vabim vas, da pridete v sprejetje. Moje strani dober večer, vsem skupaj. In predvsem hvala našim gostom, ki so obljubili, da nas bodo seznanili s svojimi idejami na temo, ki sem jo pa jaz predlagal. In zato si bom vzel nekaj svobode, da nekoliko preciziram to, kaj bo tema današnjega večera. Ker naslov Somrak etike lepo zveni, sicer pa ni prav tisti, ki sem ga jaz od samega začetka predlagal in da ne bi bilo nesporazumov, da nekdo pričakuje nek govor o splošni etiki in stanju etične vede ali te filozofske discipline pri nas in
temu, kako se ona uporablja v vsakdanjem življenju, moram reči, da je od samega začetka predlog bil skoncentriran na kodekse profesionalnih etik. To pa zato, ker imamo tukaj strokovnjaka po filozofski etiki, ki bi nas dokaj hitro utišal, če bi imeli pretenzije, da iz neke etike, kakršnekoli, izvlečemo ven nekaj tako splošno veljavnega in zavezujočega, da bi s tem lahko rešili kakršenkoli problem. Mislim na poglavje o etiki v knjigi mojega prijatelja Gorazda Koncijančiča, ki bi me iz zelo utemeljenega svojega stališča hitro utišal, če bi jaz karkoli takega mislil, da se z etiko da kaj definitivno in splošno urediti v družbi. Edina splošno zavezujoča etika, o kateri lahko govorimo, bi bila morebiti krščanska, ampak tudi tam to ne gre tako enostavno. V krščanski etiki seveda imamo veliko priporočil in stvari, ki bi naj se jih držali, ampak v krščanstvu nasploh je prvotna stvar svoboda. In svoboda do meje, da se niti ne držimo tega, kar nam priporoča celo temeljni naš tekst, svetopismo. V tem smislu, da, kako je rekel sveti Pavel, dovoljeno nam je vse, ampak vse ni koristno. No, celo, če vidimo praktično, kako to izgleda z etičnega stališča, presojamo ali ne presojamo to, kar dela cerkev, koliko se cerkev drži tega. In smo priče zadnjih mesecev posebno, da je kakor povsod drugod v cerkvi tudi navada, da se sklicujemo predvsem na zakon. Jaz sem delal po zakonu, nič nisem naredil proti zakonu, torej ne čutim nobene krivde in nobene odgovornosti. Zato sem jaz želel, da govorimo o kodeksih profesionalne etike, ker so nekje vmes. Med splošno etiko, ki nam daje navodila, ampak nas ne obvezuje in ne zavezuje, če sami nimamo znotraj to, kar nas res potem postavi v določen etični položaj, ki pomeni tudi etično življenje. V kodeksih profesionalne etike imamo pa ta pravni element, ki nas zavezuje tudi nekoliko od zunaj. In zato nocoj imamo tukaj dva pravnika, gospoda Miho Šepca, ki je profesor krivičnega prava v Novi Gorici, ki je, kakor sem jaz napisal en zelo dober in zdi se mi tekst, ki ga sedaj upoštevajo o popravkih v naši kazenski zakonodaji. Drugi tekst, pa zaradi katerega je tukaj, je pa manjši, manj pomemben, ni toliko upoštevan bil do zdaj, ampak se nanaša pa zelo konkretno na našo temo, to je o etiki odvetnikov. Še en pravnik je tukaj, gospod Miro Cerar, ki je pa pisal in njegove eseje sem prav z zadovoljstvom prebral in sem videl, da je tam veliko tem, ki bi bile zanimive za nekoga, ki etično razmišlja in tudi za nas, ki si zastavljamo ta vprašanja v današnji družbi.
Torej, razmišljanja o etiki stališča sodobnega pravnika v naši konkretni družbi. Nekaj podobnega bi lahko rekel za knjige gospoda Alojza Ihana, ki pa je predvsem zdravnik, znanstvenik, raziskovalec in s tem je z tega stališča današnjega večera poklican, da govori o teh etikah medicinski in raziskovalni, ampak je pa tudi pisatelj, odličen pisatelj in esejist, ki se je v svojih knjigah večkrat dotikal teh vprašanj. Tako da pozdravljam še enkrat vse naše goste in za začetek bi dal besedo gospodu Milu Cernerju. Dobar večer vsem skupaj. Hvala lepa za povabilo v to vašo družbo. Jaz bom, kot mi je bilo nekako naročeno, na kratko povedal nekaj uvodnih misli, potem bom pa seveda se prepustil še mislim kolegov in nadalje diskusij, ki nas bi sledila. Tako da ne bomo nekaj uvodoma težnja potem, da bi to rekel nekaj vsebine, ampak upozoril na to, da je res treba razlikovati med neko osebno moralo, to je tisto, ki nas vodi od znotraj, ki nam jo narekuje lastna vest in nas nekako dolžnost nosili v to, da smo človečni, dobri ljudi. Pričemer je ta morala nekaj našega zelo intimnega, torej je individualna. Nikoli nima nihče popolnoma enake morale kot tudi drug. Čeprav seveda so se morale zaradi socializacije ljudi v določenih okoljih podobne. Iz tega potem sledi etika kot nek seveda nauk ali filozofija morale, se pravi kot neka teoretska etika, ki to moralo v družbi preučuje in jo skuša potem preko nekih skupnih imenovalcev postaviti v neko teoretsko filozofsko shemo in iz tega potem pridemo do nekih univerzalnih etičnih načel, torej takšnih, ki naj bi veljali v vsakem času za vse ljudi, ne ubijaj, ne laži, ne kradi, potem zlata pravila vzajemnosti, ki jih poznate, recimo ne stori drugemu tega, če se ne želiš, da bi drugi storite, in tako naprej, da ne govorim preveč to, kar že poznate. In temu sledi potem neka dimenzija praktične etike, ki jo ponavadi razumemo kot postavljanje etičnih vodil, torej norm, in sledenje tem norm. Tukaj smo potem dostikrat na področju te, kako bi rekel, partikularne etike, ki si jo določena poklicna skupina postavi zase. Tako pridemo do teh praktičnih etik, ki jih imajo recimo novinarji, zdravniki, sodniki, odvetniki, medicinske sestre, javni uslužbenci, marsikdo. Torej, to so te etike nekih poklicev, ki jih moramo razlikovati od morale, kajti če je nekdo recimo zdravnik ali odvetnik ali govoril sodnik, naprimer, to še ne pomeni, da se njegova osebna morala, tisto vznotraj, kar čuti, v vseh momentah, v vseh vsebinah ujema z njegovo poklicno etiko. Včasih bo čutil nek sodnik ali bo odvetnik ali zdravnik eno hudo nasprotje med tem, kako bi on moralno ravnal in med tem, čemu ga zavezuje njegova poklicna etika. Zdaj, tukaj so to majhne zadeve, se pač mora, če želi delovati v svojem poklicu korektno, podrediti etiki. Tako recimo novinar ne sme razkriti vira informacije, če ta vir želi biti neimenovan, anonimen, kljub temu, da morda tega novinarja boli, ker bi želel ta vir razkriti, meni, da bi bilo to moralno, ampak da bo lahko obstal v novinarskem poklicu, bil dovolj kolegijalen, lojalen temu poklicu, posledil etiki. Če prije do prehudega razkoraka med osebno moralo in poklicno etiko, potem seveda moraš poklic zapustiti. Če se nekemu pravniku hudo upirajo metode in sankcije, po katerih mora delovati kot pravnik, morajo iz tega poklica verjetno svoje premočne morale izstopiti. In potem je tu še pravo, ki na nek način družbo poenoti še na nekih globih oziroma širših skupnih imenovalcih, kajti če bi živeli zgolj s pomočjo morale in etike, bi bilo očitno premalo. Potrebujemo še nekaj od zunaj usiljena do neke mere, pa tudi na splošno tukaj sprejeta pravila, ki nas nekaj izenačujejo, da nimamo v demokraciji, v človekovih pravicah in ne dovolijo nobeni poklicni skupini, nobeni interesni ali drugi družbeni skupini, da bi uveljavljali svojo etiko nasproti
drugim etikam, ampak se morajo vse na nek način podrediti pravo. In zdaj seveda dobro pravo, dober pravni red temelji na prevladujočih etikah v družbi. Če namreč pretirano od njih odstopa, potem pride do nekega hudega konflikta in to ni dobro. Je pa včasih nujno, da tudi pravo, ki postavi torej neke skupne družbene imenovalce, ne sledi nekaterim prvinam posameznih etik, kajti mora jih poenotiti na ravni celotne družbe. In zdaj mi smo danes v krizi, ki je nekako v tem, kar vidimo, kar čutimo, predvsem finančna kriza, ekonomska kriza, nenazadnje socialna kriza. Ampak vsi počasi spoznamo, in to je, kako bi rekel, neka kakovost tega zadnjega, mogoče leta ali dveh, ko smo v tej krizi, vsi počasi spoznamo pravo diagnozo te krize. In diagnoza nam pove, da to pravzaprav ni ekonomska in finančna kriza in tako naprej, ampak je v osnovi kriza etičnih vrednot. Padli smo na etičnem izpitu, kot družba, kot celota. Seveda so tu nekateri protagonisti, danes lahko rečemo plenilci, tisti, v katerih so te strasti negativne, torej antietične, najmočneje prevladane. Večina drugih nas je pa nekako to morda preveč pasivno opazovala, morda celo na svoje individualne ravni tudi podlegli temu seveda brez nekih širših družbenih učinkov, ker ni bilo tega vpliva. Ampak v vsakem primeru, kot družba smo padli na teh vrednotah. Če zelo enostavno rečem, to ponavljam v zadnjem času večkrat, postali smo v preveliki meri družba laži in kraja. Zaradi tega smo tudi začeli izgubljati zaupanje v državne institucije, zaupanje v družbene institucije in nazadnje v sočloveka. In tega nezaupanja je preveliko. In zato izhod iz krize ni samo v tem, da bomo izboljšali gospodarstvo, finance in tako dalje, ampak moramo najprej izboljšati sami sebe v tej etični dimenziji, kajti ta bo potem v vseh podsistemih prinesla neko boljšo vrednostno podstat, neko pravo orientacijo, ki bo preprečila to, do česar smo zdaj v preveliki meri prišli. Zdaj ob tem bi povedal nekaj, kar se mi zdi zanimivo. To, da na nek način sploh imamo pravo, da sploh govorimo o etiki, pišemo etične kodekse, odraža neko civilizacijsko stopno družbe ali stopno razvoja civilizacije. In na nek način se moramo žal priznati, in to je zelo pomembno priznanje, da kljub temu, da je človek danes na tem planetu najvišje razvito bitje, kakor se sami pa želimo, smo pravzaprav kot človeštvo še na zelo nizki stopni razvitosti. Samo če pomislimo sploh dejstvo, da imamo pravni red, pravni sistem, dokazuje, kje smo. Poglejte, da moramo v nek kazenski zakonik napisati, ne ubijaj, ne kradi, ne laži, ne goljufaj, ne poškoduj drugega, ne žali, ne obrekuj in tako dalje, kaže, kako smo še šibki v teh naših vrednostnih svetovih. In tudi etični kodeksi so nek dodaten dokaz temu, kar sem zdaj rekel. Ampak po drugi strani pa ne smemo seveda se gledati preveč črnogledo, kajti nekaj je res. Prav krize na nek način, prav te bolečine, te družbene kataklizme, tudi na nek način včasih, so vedno znova človeštvo pripeljale do točke, kjer je ta ozaveščenost vrednostno postala močnejša, boljša, prava. Ravno včasih neka vojna, ki je skrajni izraz neke družbene krize, pripelje potem do največje katarze, do največjega očiščenja. In danes smo morda ravno zato, ker smo sredi Evrope, sredi zibelke neke civilizacije, kot smo se takrat pojmovali in se še danes, ko smo tu zagrešili drugo svetovno vojno in predtem nedavno prvo. Smo morda ravno po tej drugi kataklizmi najbolj močno spoznali, kako pomembno so delimo človekove pravice, ki smo jih takrat prvič povzdignili na svetovni ravni na nek univerzalni nivo piedestal, saj normativno teoretsko. Spoznali smo vrednost pravne države in demokracije. To so zelo pomembne zadeve, zelo pomembni normativni svetovi in pripomočki za naše življenje. Ne bom več predolg, samo še morda nekaj minut, da tole izpeljem. Zdaj, če to povežemo, pogledajte, pravna država je bila tudi žrtev, ne še vedno žrtev te krize, ali pa odsotnost pravne države je generator te krize. Pravna država na en zelo preprost način pomeni kaj? Da uveljavljamo v družbi nek red, neko urejenost, ki mora biti v čim večji meri pravična. V Sloveniji je družba postala, torej naša družba postala v preveliki meri nepravična.
in premalo urejeno. Torej, neka relativna pravična urejenost je izostala in zato ne more noben drug podsistem normalno delovati, ker vi ne morete imeti uspešnega gospodarstva, če nimate uspešnega sodnega varstva gospodarskih subjektov na trgu in tako naprej. In zdaj, seveda, če grem proti koncu tega uvoda, bi rekel takole. Zavedati se moramo teh pridobitev, ki smo jih ustvarili, hkrati moramo pa vedeti, da zopet drsimo, kot je rečeno, vodamo navzdol. In zato so ti kodeksi, ta etična dimenzija, ki jo danes vsebujemo, postali zelo pomembna stvar. Ne toliko zato, ker jih je veliko. Že Lao Tse, znani kitajski mislec, je pri tisočletji rekel, več zakonov, več tatov. In tudi danes vidimo, bolj ko pišemo zakonodajo, tudi bolj ko pišemo kodekse, ne nazadnje ima praktično vsaka poklicna skupina, ogromno teh kodeksov v Sloveniji, več je pravzaprav še vedno nekih neetičnih ravnanj. Pa vendar, če neka poklicna skupina artikulira svoja etična vodila, jih zapiše, jih objektivizira na nek način, ima neko podporo. In ko pride v družbi do te šok terapije, ki jo danes doživljamo, ko se nam ponovno povrne tista pozitivna zavest, da pa moramo ne biti človek človeku, da mora biti človek cilj in ne sredstvo, da moramo tudi storiti kaj dobrega za druge, kar je bistvo ali pa eno od bistvo našega življenja, takrat se nam te kodeksi, pa tudi zakonodaja, koliko je ni preveč, je ni izmedena, absolutno v oporu. In zato seveda je dobro, da je danes etika prodrla v nek diskurs, v neko javno sfero, kot neka tema, ki je pomembna, celo nekoliko v modi, in to velja izkoristiti, zato se velja več pogovarjati in ugotoviti, kako pravzaprav preprečiti ta popolni somrak etike, ki je na vidiku. In če zaključim, ne rečem takole, ker bom potem lahko še kaj več povedal predolg. Zanesljivo smo potonili v neko labužo, ker nam močno primanjkuje pravih vrednot, tako njihove prepoznave, se pravi neki senzibilnosti za te vrednote, kot njihovega udejanja. Pa vendar to ni nič novega v zgodovini. Somrak etike je nekaj, kar se je že neštitokrat človeštvo zgodilo, seveda z precej usodnimi posledicami, pa vedno znova je nekako človeštvo iz tega išlo in zelo pogosto stopilo tudi na stopnico višje. In zdaj, kaj se lahko iz tega naučimo? Jaz bi rekel samo to. Ta somrak ni nič posebnega, koliko se približuje. To pa ni tista generacija, od katere je odvisno, torej od nas samih je odvisno, kaj bomo zdaj storili. Ali se bomo pustili potoniti, ali bomo našim zanamcem, potomcem prepustili svet, ki ga pravzaprav tudi sami na nek način ne želimo, za katerega bomo slab, ali bomo kot generacija zbrali dovolj moči in z neko etično prenovo, pa tudi na nek način vzpostavitvijo pravne države in normalnim funkcioniranjem institucij vzpostavil nek trajnostni razvoj na vseh področjih in neko človeško, torej človeško dostojanstvo, ki ga pač le moramo v družbi imeti. Tako da jaz mislim, da smo na nek način pred tem izzivom kot generacija, starejši, mlajši, srednjih let in mislim, da na nek način ni druge kot to, da moramo dokazati, da smo sposobni narediti kakšen korak v pravo smer, da iz te krize pač izidemo in dokažemo, da je možno biti tudi drugačen. Hvala lepa. Hvala. Vidim tukaj kar nekaj izhodišč za diskusijo o tem, ko bomo začeli splošno obravnavo naših tem. Ena izmed teh je res tista, ponovno se vračam, ali je preveč ali premalo kodificirane. Recimo so zelo etično občutljivi poklici, ki nisem zasledil, da imajo etični kodeks pri nas. Recimo poslanci nimajo svojega, ali pa mogoče še bolj občutljivo lobisti. Izjemno občutljiva stvar, pa nimajo kodeksa. Z druge strani pa imamo zelo velike in obširne kodekse, ki pa po svoji vsebini z neko splošno etiko imajo relativno povezavo. Da govorijo dosti več o bontonu, pa o
o zares etičnih problemih. No, ne bom preveč govoril o tem, dajem besedo gospodu Mihi Šehovcu. Ja, najlepša hvala za povabilo in tudi za besedo. Na začetku vas moram malo popraviti, ker ste me malo prekvalificirali. Jaz sem namreč samo asistent kazenskega prava, nisem še profesor. No, pa kljub temu upam, da bom lahko kaj pametnega povedal z mojega področja. Strinjam se z profesorem Cerarjem. V družbi imamo seveda vsi nek splošni moralni etični kodeks, po katerem se vsi ravnamo. Po mojem mnenju je pa velikih profesionalnih etičnih kodeksov oziroma stališč, ki jih pa zastopa samo neka profesija oziroma interesna skupina. In pogosto se zgodi, da morda ljudje, ki ne pripadajo tej profesiji, pravzaprav ne razumejo najbolje, kako ta profesija deluje in dojemajo nekaj, da je nekaj ni etično, kar pa ta profesija dojema kot etično in moralno. In mogoče se bo, da ne bom preveč dolgovezil, to zelo lepo videlo na temu mojemu primeru odvetništva. Jaz sem namreč spisal en esej z naslovom Moralna dilema odvetnika v težkem kazenskem primeru. In zdaj bomo prek primerov analizirali to odvetniško razmišljanje v tem, bomo rekli, težkem kazenskem primeru. Zakaj gre? K odvetniku pride obdolženec ali osumljenec nekega zelo zavržnega kaznivega dejanja. Jaz tukaj potem predpostavim, da gre za posilstvo 10-letnega otroka. Torej, verjetno najbolj zavržno kaznivo dejanje v naši družbi, vsak razume tega storilca kot zavržnega, nevreden življenja, izmeček družbe in tako naprej. In potem še predpostavim, da tožilstvo ima zelo močne dokaze, da je to dejanski storilec. Torej, izredno njegov DNK, recimo na otroku, imamo neko pričo, ki je vse to videla, torej izredno močni dokazi, tako da tista domneva nedolžnosti mogoče zdaj samo, bomo rekli, na papirju, vsi pa vemo, da je to dejanski storilec. In zdaj se pri tem odvetniku pojavi moralna dilema. Ali zdaj to osebo zastopati ali ne. Družba se je že odločila, da oseba je, bomo rekli, izmeček, slab človek. Ampak kakšno bo pa zdaj stališče družbe do človeka, ki bo to osebo zagovarjal in se boril za njeno nedolžnost, da bo pravzaprav hotel na sodišču zmagati in doseči, da bo to osebo oprostili. Verjetno ne, dosti boljše. Stališče bo, odvetnik ga zagovarja, zakaj sem bil samo za denar, tudi on je slab, nemoralen človek. In tukaj je zdaj ta moralna dilema odvetnika. Moj odgovor na to moralno dilemo odvetniku je, oziroma tudi splošno sprejeto stališče med odvetniki, kaj naj odvetnik naredi, sprejme primer in ga zagovarja po najboljših močeh. Zakaj? Zato, ker odvetnik je v bistvu institut kazenskega postopka, s katerim se doseže ravnovesje moči. Na eni strani imamo državo, ki ima veliko mehanizmov, policijo, državno tožilstvo, tudi delno sodnika, ki vsi se borijo proti temu posamezniku. Zdaj seveda, če mu mi ne vzpostavimo vsaj neke poštene igre v tem postopku, potem se približujemo tistim starim inkvizitornim postopkom, lovom na čarovnice. Nekdo obdolži in se potem mora obdolženec sam dokazovati svojo, bomo rekli, nekrivdo. In seveda tega se nihče ne želi. Zato, da se vzpostavi pošten, pravičen, morda tudi etičen postopek, je seveda temu obdolžencu treba ponuditi pošteno obrambo. In tukaj je to odvetnik. Zdaj jaz tukaj dosti potem izpostavim, in to recimo zdravniki se temu moralnemu, bomo rekli, te moralne dilemi zelo lepo izognejo. Zdaj morda nekdo razmišlja, kljub temu, če ta odvetnik ta primer vzame, je še vedno slab, nemoralen človek. Kaj pa recimo kirurg, ki to isto osebo operira in reši življenje, morda celo potem, ko je že pravnomočno obsojen. To je recimo izziv za kirurgijo. Jaz se strinjam, vse to je pošteno in tudi pravično, da se tako dela. Ampak zakaj se recimo nihče ne spušča v moralnost, etičnost kirurga ali zdravnika, odvetnika se pa vedno obsoja in se ga potem linča na, bomo rekli, javno. No, torej, to je moja prva rešitev v tem prvem primeru. No, potem pridemo pa na drugi primer. V drugem primeru se pa ta odvetnik že odloči, da bo osebo zagovarjal. Na sodišču postopek teče in izkaže se, da je ključni dokaz, ta krovni dokaz, ki ga ima tožilstvo zoper obdolženca, pravzaprav pridobljen nezakonito. Tega niste opazila ne sodnik, ne tožilec. Zdaj je na odvetniku kaj? Če bo on spodbijal ta dokaz, skočil v zrak in povedal, ta dokaz je pridobljen nezakonito, bo celoten primer padel. In morda ta dejanski storilec, če ga lahko zdaj že kar tako imenujemo,
bo oproščen nekega zelo zavržnega, hudega, kaznivega dejanja. Druga možnost je pa, da odvetnik kaj? Ne naredi nič, moči. In vidi, kaj se bo zgodilo. Tukaj ponujem zdaj dve tezi. Teza pravičnosti, pa teza postopkovne institucionalnosti. Teza pravičnosti pravi, da naj odvetnik ne naredi nič. Saj bo tako v bistvu dosegel nek pravičen postopek, neko pravično rešitev v tem postopku. Po mojem mnenju ta teza ima kar nekaj težav. Prva težava je, da je zelo subjektivna. Namreč, to zdaj presojo, kaj je pravično, kako se mora stvar zgoditi, se prepusti v, bomo rekli, neko individualno presojo samemu odvetniku. On zdaj kot neka božja roka presodi. Aha, verjetno je res storilec, jaz mu ne bom pomagal. Torej, to je prvi problem. In drugi problem, te teze ni pravzaprav mogoče preveriti. Kdo pa dejansko ve, ali je to res storilec ali ne? Mogoče v tem mojem primeru je bilo to zelo očitno. Kaj pa, če je primer bolj sporen? Pa je nek dokaz mogoče res bil podtaknen ali pa pridobljen nezakonito. In v tej svoji, bomo rekli, težnji po iskanju pravičnosti, pravzaprav odvetnik ne bi bil več poštena obramba v tem postopku. In potem ne bi imel več pravičnega kazenskega postopka. Zato moj predlog je tukaj teza postopkovne institucionalnosti. Kaj gre? Odvetnik je institut kazenskega postopka. Njegov namen in cilj je izključno delovanje v korist njegove stranke. In tukaj se včasih narobe dojema odvetniško delo. Pravzaprav njegova funkcija ni iskanje pravičnosti. Recimo pravni teoretiki dostikrat iščemo neko pravičnost, poštenost, najboljši postopek. Ampak to ni pravzaprav funkcija odvetnika. Funkcija odvetnika je izključno delovanje v korist njegove stranke. In po mojem mnenju, tukaj mora odvetnik skočiti v zrak in spodbiti ta dokaz. In obdolženec je zdaj prost. In potem se kaj zgodi v družbi? Komu se očita? Koga se zdaj obsodi? Poleg seveda storilca? Odvetnika. Za denar je naredil to pa to je slab, nemoralen, neetičen človek. Ampak kdo je dejanski krivec, da je ta oseba, tudi če je morda res kriva, prosta? Po mojem mnenju, kot prvič, državni tožilec, ker ni pridobil drugih dokazov, s katerimi bi lahko prišel do obsodbe, organi pregon, v tem primeru policija, ker je dokaz pridobila nezakonito, in v končni fazi mogoče celo sama država oziroma sistem, ker ali preveč zakonsko omejuje, bomo rekli, predlaganje nekih dokazov, ali pa mogoče, če se malo provokativno, zaposluje mogoče manj sposobne ljudi, kot bi lahko. Tako da, po mojem mnenju tukaj, odvetnik ni tisti grešni kozel, ki se ga potem vidno v javnosti izpostavlja. In se ga prikazuje zelo, bomo rekel, krivično v očih ljudi. Potem v tretjem primeru, ampak to pa se ne bi tako spuščal, pa povem, ki pa so zdaj meje odvetništva. Odvetnik tudi ne more zdaj narediti kar vse za svojo stranko. Ne sme podarjati dokazov, ne sme jih uničevati, tega niti stranke ne sme predlagati in tako naprej, ker to so pa vse posebna kazniva dejanja, zaradi katere lahko odvetnik je obsojen tudi seveda in izgubi svojo funkcijo oziroma poslanstvo, odvetniško poslanstvo. Tako da mogoče za uvodno besedo malo o odvetnikih, potem pa še naprej v razpravi. Zdaj seveda vem, da se marsikdo tukaj z mano ne strinja, ampak tako stališče je, recimo med pravniki, to ponavadi ni sporno. Zato pa to je tisto, kar sem na začetku rekel. Bom rekel, neka specialna etična načela, ki v neki profesiji niso sporna, med drugimi pa morda so. Recimo med samimi pravniki, to, kar sem zdaj razložil, ponavadi ni sporno. Hvala. Hvala tudi. Glede nestrinjanja, bi se jaz že malo se ne strinjal, sicer se pa strinjam s tem, da je v primeru, ki ste ga tukaj prikazali, glavni krivec zakonodaja, oziroma zakon o kazenskem postopku, če je izločanje dokazov tako lahkotna zadeva, kot včasih je. Nam je etika orodje, ne najbrž zato, da bi se počutili boljši, ampak zato, ker brez tega orodja pač težko funkcioniramo v tako specifičnem poklicu. Zakaj morala ne zadošča? Morala pač zadošča za neke vsakdanje življenjske prilike, morala se človeku naredi iz nekih čustvenih senzorjev,
in zaradi tega zadošča za te običajne življenjske okoliščine. Nekomu je morala mačkan bolj stkana iz strahu v teh pred posledicami, pri nekomu bolj iz nekega občutka časti pa sramu, ampak vse v končni fazi to niti ni važno. Dejstvo pa je, da v nekaterih poklicih človek pride v okoliščine, v katerih so ti čustveni senzori preveč vzdraženi in bi to pravzaprav motilo moralno presojo. Recimo, tipičen poklic je vojaški poklic. Tam pač ta osnovna čustvena zapoved, da ne smeš ubijati, ne deluje. Oziroma, če si vojak, menda je tvoj posel, da ubijaš, kar pomeni, da če ti čustva pa kultura pravijo, da je to prepovedan, si morajo vojaki pa zgraditi nek sistem, v katerih okoliščinah je to njihovo opravilo in na kakšen način mogoče, brez da bi si razrušili svoj notranji svojo osebnost, svojo vest in tako naprej. In tudi zdravniki se seveda marsikdaj nahajamo v okoliščinah, kjer nam te čustveni senzori ne morejo povedati, kako ravnati. Najbolj dramatične so na primer okoliščine, ko na primer nekdo bi prosil, da se mu konča življenje. Tu seveda je težko vedeti, kako ravnati. Ali pa recimo nekdo prosi, odrezali ste mi nogo, hočem nogo sabo vzeti domov. Se pravi, v medicini je kup takih okoliščin, kjer ali pa nekdo hoče vedeti za sorodnika, koliko ima še pred sabo življenja, to je zelo tipično vprašanje, ne? Ali pa kakšno diagnozo ima. In seveda v teh okoliščinah človek ne mora biti pameten, da bi vedel, kakšne posledice ima to dejanje in kaj se lahko iz tega razvije in tako naprej. Zato nam je etika naša etika ni filozofska. Se pravi, filozof gleda etično z vidika, kaj je najbolj prav stališča posameznika pa družbe. Se pravi, filozofa zanimajo principi. V medicini pa nas zanimajo pravzaprav nas zanima bolj ravnan, da potem, ko opravimo svoje delo, pravzaprav ne prihajamo v konflikt niti s pravom, niti niso neke hude posledice z ljudmi, ki smo jih zdravili, niti z ljudmi, ki so okrog teh, ki so jih zdravili. In zaradi teh zapletenih okoliščin pač zdravniki rabijo neka navodila za uporabo, za vse situacije, ki se naredijo na primer v sobi za intenzivno nego, tisti, ki tam delajo, so pač dobro naučeni, kaj te lahko sorodnik vpraša, kaj te lahko pacient prosi, kako je v teh okoliščinah potrebno ravnati. In seveda prvo pravilo te zdravniške etike je, da morajo biti vsi postopki znotraj zakonskih norm. Se pravi, zakon je tisto, kar absolutno zamejuje gibanje znotraj zdravniške etike. Potem pa so pravzaprav rešitve, ki omogočajo čim bolj ugoden potek dogodkov za bolnika, pa v drugi liniji za njegove svojce, pa seveda tudi za samega zdravnika. Torej, zaradi tega je zdravniška etika v veliki meri so samo protokoli možnih situacij, v katerih se lahko znajdeš, in pa dosti natančna in konkretna navodila, kaj delati v teh situacijah, da se bodo stvari
v redu iztekle. In to niso filozofska razmišljanja, se pravi, s filozofijo ne moreš priti do tega, ali se lahko zgodi, da nek sorodnik izkoristi tvojo informacijo in nekaj naredi tistmu, ki ga zdravaš. Zakaj se do tega ne da s filozofijo pridati? Ker v neki družbi mogoče to je, v neki drugi družbi, kjer je druga kultura, se to nikoli ne zgodi. Tako da iz splošnimi principi ni mogoče zdravniške etike izpeljevati to, ki jo jaz pojmujem kot neko tehnično orodje. Zato se pa velikrat bolj zapletamo recimo s filozofi, ko hočemo zdravniki o nekih problemih, ki se tičejo biomedicine, tudi o teh problemih govoriti, tako da smo strokovnjaki za etiko. Pa pravzaprav nismo, se pravi o problemih ali naprimer do kjere mere je dovoljeno gensko manipulirati, ne vem, celice, pa zarodke in tako naprej. Za te probleme zdravniki pravzaprav čisto nič nismo strokovnjaki. Ker nam pravzaprav seže samo do te mere, da pri zdravljenju z protokoli, ki jih imamo, uspemo tako se gibati, da se na koncu se dobro razplete. Medtem ko so, in seveda zdravnik mora tudi vedeti, kako uskladiti, da naprimer on osebno ne bi delal naprimer splava, medtem ko klinika, na kjeri dela, pa pač dela splave in mora tudi zdravnik razčistiti pri sebi, kako te stvari uskladiti. Medtem ko ni zdravnik pa čisto nič bolj poklican kot vsak drugi, da razpravlja kako delati z bankami zarodkov, kaj se z njimi sme delati, kaj se z njimi ne sme delati. Tukaj zdravnik ni praktik in torej njegove razprave so največkrat precej na trhlih nogah in so filozofi v tem bistveno boljši, ker vedo, kako o tem razpravljati. In tukaj se velikrat ne znamo ujeti z filozofi. Filozofi po eni strani ne razumejo, da je naša etika največkrat popolnoma praktično orodje, da brez katerega bi se zaplezali v situacijah, v katerih smo vsak dan s pacienti, in to praktično orodje izhaja več ali manj iz izkušenj. Se pravi, iz izkušenj vseh, ki so se zaplezali v določenih situacijah in zaradi tega se naredi neka pravila, da se pa jaz ne bom več na ta način zaplezal. Medtem ko, kot rečeno, filozofi pa to etiko velikokrat pojmujejo kot razpravo o tem, kaj bi mogli biti, in na nekem nivoju imajo filozofi veliko bolj prav kot zdravniki in imajo prav v tem, da se vtikamo včasih v neke stvari, ki jih oni veliko bolj obvladajo. Je pa res, da o tem, kaj se najboljš obnese v takrat, ko ti pacient reče, da bi rad svoj žolčen kamen s sabo vzel, o tem pa najbrž filozof teže odloči, ali je to prav ali ne, ampak morajo zdravniki med sabo se dobiti pa ugotoviti, ali je kdo iz tega žolčnega kamna naredil kakšno zgodbo, kdaj pa da je to pravzaprav škodovalo, ali pa je čisto v redu in se pusti pacientu, da si iz tistega naredi obesek. Torej, to niso filozofske razprave, ampak so, kot rečeno, praktične razprave, kot je zdravniška etika veliko bolj praktična, kot si mislimo. Medtem ko to, ali pa nek zdravnik preko vrste, ali ima ambulanto in zaradi te ambulante vzema paciente preko vrste, to pa nima zveze z zdravniško etiko. To je pa čisto navaden podjetniški kriminal pa korupcija. To ima zveze z pravom, ne pa z zdravniško etiko.
Se pravi, to ali nekdo nekaj ukrade, ali nekdo nekaj ali dobi podkupnino za nekaj, to je pa enako kaznivo, če to delaš v javni knjižnici ali pa v ambulanti. To je pravzaprav eno in isto dejanje. Tako da te stvari sploh niso predmet zdravniške etike. Zato, ker gre pravzaprav za kazensko pregonljiva in dokazljiva dejanja in kjer je pravo, tam etika pravzaprav ni potrebna. Hvala lepa. No, zdaj bomo pa začeli razpravo in seveda imam pravico, da zlorabim svoj položaj in da nekako povzamem in mora biti postavljeno prvo vprašanje, ki bo vprašanje pa vsem trem, ker sem imel vtis iz teh uvodov, da sem popolnoma napačno mislil, da se poklicne etike in kodeksi poklicnih etik morajo predvsem ravnati po nekih splošnih etičnih načelih, oziroma da v temelju vsega tega, v temelju kodeksov, ki jih je kar precej, stoji osnovno vprašanje, ali delam dobro, ali delam zlo. Ali bom s tem, kar bom naredil, boljši človek, ali bom slabši. Vidim, da se recimo v pravu najbolj znamenita razsodba v zgodovini človeštva lahko sesuje v parih minutah vsak študent, kaj bo sesul. Govorimo o Solomonovi razsodbi. Recimo dobro ali pa zelo je odvisno vedno. Ne? Recimo, aktualen primer, ki se v zadnjem času razpleta, primer cirkumcizije. Ne? Ali delam otroku dobro, če mu obrežem lulčka, ali mu ne. Po eni strani starš pripelje otroka zato, da se ga obreže, starš ga pripelje zato, ker je to recimo v njegovi verski tradiciji, da se to obreže, otrok s tem dobi neko iniciacijo, postane del skupnosti. Z drugega vidika je to poškodba, ki jo nekdo, ki pripelje otroka, ki ni lastnik otroka, ampak njegov skrbnik, ampak ga pripelje zato, da mu zdravnik naredi poškodbo, se pravi, če gledamo to strogo iz enega vidika, je to pravzaprav nedopustno, kajti če ti nekdo pripelje otroka, da ga poškoduješ, ja, sej ta vidik pomeni, da tega ne smeš narediti. Ampak seveda v neki družbi, kjer je veliko te cirkumcizije, je seveda nedopustno, da bi zdravnik na ta način razmišljal, ker na ta način preprečuješ ljudem, da se recimo za relativno malo iniciacijo vklopijo v tisto družbo. In če nekdo ni recimo vklopljen, ima to lahko za njega slabše posledice. Ne? Podoben primer je naprimer pri otroku. Če nekdo ne dovoli, da se mu dela transfuzija, pa otrok rabi to transfuzijo, ne? Pa mu nekdo iz verskih razlogov ne dovoli transfuzije. Zdaj, kje je ta meja? Ali je spet starš v končni fazi ni lastnik otroka? Podoben primer je s cepljenjem. Ne? Če je jasno, da je nekaj koristno, medtem ko starš tega noče narediti, je to podoben primer, kot da bi starš rekel, otrok ne bo hodil v šolo, ker jaz mislim, da je bolj svoboden, če ne hodi v šolo. In nekako naša družba pa je sprejela, da otrok bo imel večje posledice, če ne hodi v šolo, kot če hodi v šolo, in tazga starša ponovadi prisilimo, da pošle otroka. Torej, tukaj je težko govoriti o tem, da bom jaz boljši človek, če se odločim za eno ali pa za drugo. Pravzaprav gre
za pacienta. Ja, seveda je težko in kompleksno. Je pa vedno možnost, da gledamo stvar z enega kota, potem z drugega zornega kota in na koncu pridemo do tega. Ravno zato zdravniki rabimo etike, ker se moramo v končni fazi dosti enotno odločati. Ne mora priti do tega, da bo to potem odvisno od zdravnika in bo eden rekel, ne, jaz pa tega ne bom naredil in bo potem tismo bo hoditi od zdravnika do zdravnika, da bo slučajno najdu tistega, ki bo pa to naredil. Ali na isto vprašanje ima ta pravnika, ki bi povedal? Ja, v bistvu, ja, jaz bi na nek svoj način potrdil to, kar je dr. Rihard, kolega Lojza, tudi lahko rečem, rekel. Namreč, gledajte, tako je, ne, z vidika človeka je ta svet nepopoln. In v nepopolnem svetu ni popolnih rešitev parcialnih. Ne more biti ne prava, ne medicina popolna. To se lahko vidi v teh primerih, ki lepo kaže na relativnost in subjektivnost vrednot. Za nekoga je obrazovanje pozitivno, za nekoga je negativno. Nekega univerzalnega etičnega vidika je to poškodba. Človeka poškoduje, za nekega partikularnega, verskega vidika je to seveda dobro delo. In potem je tudi še subjektivna predstava. Ne? Vsakdo si lahko predstavlja nekaj drugega pod nečem. Če vas nekdo zjutraj vpraša, kako ste kaj boste rekli? Jo, tako slabo se počutim, odlično sem, pogosto sem malce zlažen. Ali se nam ne ljubi ukvarjati s govornikom, ali hočem večkano narediti drugačen videz, ne? A je to zdaj neetično, za nekoga je, za nekoga ni. A se hotel s tem onemu olajšati življenje, da mu ne boste življali, jaz slabo se počutim, poslušaj me zdaj bez malo ti povem, celo noč nisem spal, boš rekel, odlično sem in je on tudi potem dobro bolje, ker nima s tabo problema, ne, recimo. Bi pa to rekel, gledajte, ravno to je pomembno, ne, ker je življenje nepopolno, ker so te svetovi, v katerih se gibljamo nepopolni, ne, je etika jasno tudi nek dogovor. To je sklop nekih dogovornih vrednostnih vodil, ki niso jasno za vsakoga enako sprejemljivo. Je to bilo lepo tudi povedano, že sem prerekel, ko se ti etika nekega poklica preveč upre se tvoje morali, takrat ga boš moral zapustiti. Če bi moral kot sodnik izrekati smrtno kazen ali nekaj, kar se mi grozljivo upira, bi verjetno moral izstopiti iz tega poklica, ampak to je ta najhujša dilema. Tako da jaz razumem to, da je vse skupaj en kompromis, ampak se pa strinjam z ničim. Nihče od nas ni odvezan te neke temeljne zapovedi ali nuje, da vedno znova išče oporo za svoje dejanje, tudi kot sodnik, tudi kot zdravnik ali odvetnik ali kdorkoli v univerzalni etiki. Celo nekateri kodeksi to zapišejo. Mislim, da kodeks sodniški pri nas popiše, oziroma morda na mednarodni ravni je nekaj govorim po spominu, da je treba venomer tudi biti človek kot človek, torej ne samo kot sodnik ali kot pravnik. In jaz mislim, da je to zelo pomembno, da v nekem dvomu, ko te neka kazensko-pravna situacija pripelje v dvom, ti lahko to do neke mere pomaga. Včasih tudi tako, da boš moral narediti neko radikalno potezo. In samo še zadnje dve misli na kratko. Glede, je bilo prej vprašano, ali so kodeksi koristni. Kot rečeno, včasih, ne včasih, ja, vendar. Z enega vidika pa zagotovo tudi so koristni. Danes je funkcija kodeksa ne samo v tem, da neko poklicno skupino nekako v okviri postavi neke standarde znotraj nje, nek bonton, karkoli. Kodeks je danes tudi stvar javnosti, ker ljudje danes si berejo, preko interneta vse to dosegljivo, lahko vsakdo prebere sodniški, zdravniški ali katerikoli kodeks. In tako lahko civilna družba in vsak posameznik pravzaprav preko tega nadzira na nek način delo teh poklicnih skupin. Niso več one edini monopolist nad tem, na to vsebino, ampak postaja družba nekako tudi delno lastnik tega. In recimo za sodnike rečejo, če vzamem samo en primer, v sodniškem kodeksu vsakem vedno piše, da je sodnik neodvisen. Ampak neodvisnost sodnika ni privilegija ali pravica sodnika, ampak je pravica državljana, da ima na voljo sodno oblast, ki posodila neodvisno od politike in drugih pritiskov in tako naprej. Toliko mogoče. Ja, se seveda strinjam z obima sogovornikoma, vsem tremi. In bi mogoče
mogoče na gospoda Raka apliciral, ne? Seveda obstaja neka univerzalna etika, ki se mora odražati potem v vsakem posameznem profesionalnem kodeksu. Ampak jaz v temu mislim, da bi mogla sama profesija, torej ali so to odvetniki, zdravniki, potem izoblikovati svoja etična stališča. Ker zdaj, če bi šli po nekem univerzalnem etičnem načelu, hočem delati dobro, prispeval bom v družbi samo bogatinjo, ne, potem bi zelo hitro se najdel v težavi, kdo bo pa zdaj zagovoril tistega mojega posiljevalca otroka. Ne. Mogoče bi potem najdel kakšno varianto, sej jaz v bistvu delam dobro, ker omogočam pošten postopek. Ne, ampak če v tem postopku uspem, ne, in v skladu seveda z odvetniško etiko, moram delati po najboljših močeh za svojo stranko, tem dvomom, da bo družba zdaj bistveno na boljšem, če se ta, bomo rekel, posiljevalec oprosti. Tako kot pa sem rekel, ne vem, če je, bomo rekel, splošna družba pristojna za to, da kirurgu pove, kaj naj naredi recimo v nekem težkem primeru. Neka umirajoča oseba, ki ima pred sabo še en teden hudega trpljenja, kirurg pa se odloči, da bo mogoče malo pospešil to in na nek način eutanazira to osebo, ne? Čeprav recimo eutanazija pri nam ni dopustna, ne? Tudi praktično po celi Evropi. A je res zdaj splošna družba pristojna, da bo zdravniku povedala, kako v tem primeru ravnati? Ne? Pa, če recimo še dodamo, da ima še pacient v privolitev, ne? Samo puste me umreči čim prej, ne vem, če je to prava rešitev. Lahko tudi enako rečem recimo za primere odvetniške, v takih recimo spornih kazenskih zadev. Če lahko še nekaj prej, kolega Šepec, zelo zanimiv primer uvodoma predstavljamo. Taki primeri se pogosto tudi tematizirajo v pravniških krogih. Jaz pa zdaj bil za hip mečkano filozofa, ker tudi se malo pravno filozofijo predam, ampak ne bom preveč naporen, samo pogledajte. Tisti primer, ko odvetnik zastopa nekega denimo posiljevalca, skratka nekoga, ki je storil zelo zavržno dejanje. Zdaj, če gledamo na to s preprostimi očmi, res pridemo do tega razkola med javnostjo, ki pričakuje, da se bo odvetnik pridružil obtožbi in ga še on obsodil ali nekako vsaj malce pustil na cedilu, če bo le mogoče, in med nekim širšim pogledom. Poglejte, zakaj se pa potem ne vprašamo, zakaj je njegov storilec? Zakaj pa je on to storil? In smo že tukaj v neki novi zgodbi. Prej bi omenil primer vojske vojaka. Če bi mi v nekem vojnem prizoru videli samo to, ali pa da vidimo samo to, v 5 sekundah nam nekdo pokaže 5 sekund filma, kako nekdo nekoga ubije, bi rekli morilec. Če nam pokaže, če se kontekst razširi in pokaže, da je to vojna, bi rekli pač vojaki ubijo v boju, zakonito. Če se pokaže še širši kontekst, tam sedijo neki politiki, ki so to sprožili, to vojno, bi rekli, ubogi vojaki, vsi skupaj so zmanipulirani, vrženi v nek spopad, ki sploh ni njihov. In bolj, ko mi prodiramo v neko globino ali pa širimo kontekst, drugače se nam kaže tisto zlo, ki je na prvi pogled zelo hudo, in drugače se nam kaže neko dobro. Nekdo, ki vam pomaga, ni nujno dober. Lahko se pokaže, da vam je pomagal iz preračunljivosti, ali samo zato, da bo pridobil vaše zaupanje, da vas bo kasneje ukradil ali vam kako drugače škodoval. Vsak dober goljuf ali barabin bo najprej to storil, najprej bo pridobil vaše zaupanje, potem vas bo pa fino prinesel naokrog. In če ne poznamo celote, če samo dejanje, ko vam je nekaj dal, so bi neki krasen človek. Potem se lahko vprašamo, zakaj je nekdo žrtev. Vprašanje je skrajno, bi rekel, boleče, če imamo za žrtev otroka ali karkoli, ampak zakaj je nekdo žrtev? Tudi na to ne znajo ljudje ponavadi odgovoriti. Ni se zdi samo meno, da je žrtev samo nekdo, ki je zdaj utrpel neko škodo brez lastne krivde. Mi vemo, da se življenje razteza v dimenzije, ki jih ne poznamo. In zato tu ne gre samo za to neko osko pravniško logiko, ki verjetno večino odvetnikov pa se giblja v njenih mejah. Ampak ko začnemo razmišljati o primerih širše, recimo tudi krščansko, prej bilo to omenjeno, kaj pa vrednota odpuščanja, kaj pa empatija,
Kaj pa to, da smo vsi nepopolni, da vsi pod nekimi čudnimi okoliščinami lahko zagrešimo kaj hujšega, kar si ta hip predstavljamo. Sem rekel, ravno sredi Evrope se je porodil genocid. Jaz ne bom nikoli pozabil, ko sem mi razlagal v tem zloglasnem taborišču Auschwitz, po tistih grozotah tega taborišča med drugo svetovno vojno, in so povedali, kako so madžarske ljude transportirali v Auschwitz. In kljub temu, da se je razširila govorica, da grejo v smrt z družinami, večina tega ni mogla verjeti. Zakaj? Ker se niso mogli predstavljati, da bi lahko nemški narod, tako kulturni narod sredi Evrope, počel kaj tako hudega. Ker smo dostikrat v neki srednji razsežnosti, ljudje gledamo na življenje srednje razsežnostno. Ponavadi ne vidimo ne vesolja, ne mikrokozmosa, ampak smo nekako soočeni z objekti, ki jih preko čutov dojemamo v teh osrednjih dimenzijah, ne poznamo celotne zgodbe. In zato vedno, kadar smo v dvomih o teh vprašanjih, ali zagovarjati hudega zločinca, ali ga pustiti na cedilu, se moramo le zavedati, da v nekem momentu ne poznamo vseh odgovorov. Takrat je včasih tudi malce več prostora za srce. Pa rečeš pa, vseeno dopustimo neko pomoč v dvomu, bolje, kot da smo preveč pametni, ko le ne vemo vsega. Zdi se mi, da sem kar jaz vprašan bil vsaj za en detalj, ki ga moram pojasniti. Namreč, mislim, da je dilema odvetnika konkretno v takih primerih definirana na en način, ki se mi zdi malce vprašljiv. Prvič njegova vloga odvetnika, da po vseh močeh nekomu pomaga. Zdi se mi, da bi bilo dosti bolje, če bi zakon in pa kodeks po zakonu potem to vlogo definiral tako, da odvetnik se bori za to, da nekdo ne bi bil kaznovan za tisto, kar ni storil. Ne pa, da če ima pravno možnost, sesuje dokazni postopek. To so dve precej različne stvari z mojega vidika. Sicer tehnično, seveda, to lahko izgleda popolnoma drugače. Ja, tukaj je zdaj po mojem mnenju problem ta, da potem se odvetnik zdaj pa dvigne na eno višje raven. Zdaj je pa on neka entiteta božja, ki odloči, kdo je res kriv. Čeprav pošten kazenski postopek je ravno domneva nedolžnosti. Dokler nisi obsojen, veljaš za nedolžnega. In tudi večina odvetnikov izhaja iz te pozicije. In zdaj morda, recimo, v takem skrajnem primeru, kot sem ga navedel, bi mogoče še lahko o tem diskutirali, ampak kaj pa vsak drug primer? Potem, mogoče gre pa res za nedolžnega storilca, se bom rekel, nedolžno osebo, ki je obtožena nekega dejanja, ki ga ni storila. Potem pa dejansko je odvetnik edini v tem postopku, ki se bori za pravičnost. Ampak tukaj moramo se zavedati, no, išče, bomo rekli, dejansko stanje, ampak ja, tudi posredno, ampak odvetnik je tisti, ki res, bomo rekli, zdaj zagovarja nedolžno osebo. Ampak izhajati moramo pa točno iz tega, da mi ne vemo, je zdaj nekdo kriv ali ni. Družba pa pogosto krivično odvetnika obsodi že v tisti fazi, ko sprejme primer, ko ga začne zagovarjati. Morda bi tukaj samo še dodal, da odvetnik seveda ni dolžan sprejeti stranke. Torej, on lahko po zakonu o odvetništvu mirno presodi, koga bo vzel pod svoje zastopstvo in koga ne. In če se njemu, recimo, kot je že prej profesor Cerar omenil, da pride v nasprotje z njegovo notranjo moralno nek primer, potem lahko to preprosto odvrne tak primer in ga ne zastopa. Če lahko čisto kratko bom nekaj povedal, ker tudi jaz, ko doživljam kot državljan, kot človek, takšne zadeve, ko nek pravni postopek pada zaradi nekega nezakonito pridobljenega dokaza, pa vsi menimo, da je obdolženi kriv, zdaj ga pa izpustijo. Seveda nekako trpim, mi ni dobro. Ampak to je ena situacija. Druga je pa ta, na katero bi upozoril, se pa res dogaja nekaj, kar nekateri vsaj imenujejo zloraba pravice se strani odvetnika, recimo pravice do zastopanja. Namreč, eno je, če odvetnik, tako bom rekel, iskreno meni, da mora pomagati obdolžencu in na nek korekten, dopusten način to počne, koliko mu to omogočajo predpisi ali etika. So pa neki mejni primeri, recimo tak primer je, ko je zadeva, neka kazenska zadeva blizu zastaranja.
še nekaj dni pa bo zadeva zastarala, na vrsti je zadnja obravnava, kjer bo verjetno obdolženi, recimo obsojen, in odvetnik se z njim dogovori in mu odpove zastopanje. Noče ga več zastopati. In to sodniku sporoči. In zdaj mora seveda poteči nekaj dni, da oni pridobi novega odvetnika, ki se lahko pripravi na zastopanje, v tem času poteče zastaralni rok in zadeva je zastarana in ta obdolženec ne more biti obsojen. V takih primerih, ko je pravzaprav evidentno, da je odvetnik to zastopanje prekinil samo zato, da bi onemu omogočil, da mu bo zastaral postopek, bi pa jaz rekel, da gre za neko zlorabo pravice. Jaz osebno se ne gibam k temu. Zato pa je tudi zopar etični kodeks, ampak seveda imate pa tudi odvetnike, ki sveto verjamejo, da to ni to. Da v duhu, da mora storiti vse za obdolženca, lahko storiš tudi to povsem etično in pravno. Tako da vidite, tukaj so pa tudi različna mnenja med samimi pravniki. Hvala vam. Mislim, da je čas, da damo besedo našim današnjim poslušalcem, tako da bi prosil, kdo bo mikrofon prinesel in prosim tudi, da se javijo tisti, ki bi imeli kakšen komentar. Jaz imam pa eno vprašanje za Mira Cerarja. In sicer jaz te poznam kot eno visoko etično osebnost, oziroma nekoga, ki skrbi za precejšen nivo. Po drugi strani pa vidim dostikrat ravno tam, kjer pač po mnenju nas nekako velja reči, da je to mogoče žarišče neetičnosti, to je pa namen. Prej je Pavle nekaj omenjal, da je ravno tukaj precej teh dilem glede etičnosti. In me zanima, kako ti uspeš osebno spolgati te dve nekako, rekel te vprašanje. Recimo Klemenčič, še ena taka oseba, je nekako potrusko musulman. Hvala. Ja, bom zelo kratek. Enostavno tako, da ne podležem skušnjavi, da bi s nekim predsodkom ali z neko pristranskostjo se opredeljeval do strokovnih vprašanj. Enostavno premislim, karkoli se vpraša, strokovno napišem mnenje, svetujem ustno tako, kot po najboljši vesti in strokovno menim, in vedno znova, potem nekdo nezadovoljen, to je res. Ampak neko zadovoljstvo je, ko na dolgi rok potem opaziš, da vsi skupaj ugotovijo, da si se držal enega tega svojega osnovnega principa. In jaz moram reči, da na nek način se opazi, da so to opazili. Verjetno ne vsi, ampak me to zelo pomerja, ker čutim, da sem lahko prekrmaril na ta način skozi silo in karibdo. Pa ne, da bi mislil, da moram krmariti, ampak enostavno potem je dober občutek, ko vidiš, da ima to nek smisel. Je pa to včasih res neprijetno, ker včasih se že sproti zavedaš, da bo neko mnenje, sploh pa zdaj, ko sem že malce starejši, že naprej vem, kaj bo neko mnenje povzročilo, kje bo vihar in kje bo zadovoljstvo. Samo na dolgi rok se pravi, se zadeve postavijo na pravo mesto. Na kratki je pa treba to vznemirjanje preživeti. Če, Igor Vargas, najprej bi se zahvalil vsem za besede. Moje vprašanje oziroma opomba pa sledeča. Že konec 19. stoletja je bil Kant sociolog, celo danes nekateri, recimo Tomaž Lutman, Peter Berger, danes pravijo, da v kontekstu zahodne družbe je zelo velik pomen v poklicnih etikah, to, kar smo danes govorili, za pravo, za medicino in druge sodelovanje. Po drugi strani je pa izhodišče pogovora bilo tudi, da smo v neki fazi, ko je družba v splošni moralni krizi, ali v splošni krizi, etične substance naše družbe. In veliko je bilo upanja položeno to, da prek poklicnih etik bo družba ohranjala neko skupno moralno zadostno, neko količino morale za neko normalno vedenje družbe. Vidimo pa, da naša družba nekako kljub poklicnim etikam v tem je šibka. In
In me zanima, koliko menite, da lahko poklicne etike prispevajo k temu, da bi prišlo do širšega moralnega preporoda zahodne civilizacije, če to je vprašanje naše civilizacije, in koliko so da poklicne etike neke vrste blažilci, da vsaj za znotraj svojega področja ljudje koliko bolj človeško ravnamo. Ker gre za dve vprašanje, nekaj je znotraj področja, druge je pa vprašanje verjetno širše, kako se sedanja situacija naše civilizacije pomakne nekam naprej. In to v zadnjem pa tudi o tem, recimo veliki agnostik srednjeevropski Václav Havel je seveda se zelo boril za demokracijo in zadnje je ena etika znotraj političnega ravnanja, iz totalitarizma k demokraciji. Ampak konec koncev on pravi kot agnostik, da za demokratično revolucijo je tisto, kar zahodna civilizacija potrebuje revolucija duha, duhovna revolucija, oziroma revolucija substance, iz katere potem lahko demokracija za neko zdravo ravnanje zajema tudi za svoje etiko. No, jaz mislim, da poklicna etika pravzaprav poklicne etike prav veliko ne more prispevati k neki družbeni morali, bom rekel, ker družba etike nekako nima. Ker če smo na tem, da je etika spisek nekih pravil, ki so ubesedena, ne pa izhaja samo iz občutka vesti posameznika, potem je logično, da so moderne družbe, ki so globalizirane, da imajo moralni kaos. To je matematično. Če imaš neko družbo, ki ima neko konstantno tradicijo, je logično, da so posamezniki v tej družbi nekako podobno vzgojeni, imajo podobne čustvene senzore in v končni fazi je tista morala jasno bolj pripadnikom v tisti družbi se zdi, da so nekako bolj enotni glede tega, kaj je dobro, kaj je slabo. Če imate pa družbe, ki se neprestano mešajo, pa seveda so te kulturne tradicije tako različne, da ima lahko posameznik, ki mogoče želi, da bi bili ljudje zelo usklajeni moralno, je razočaran, ker tega pač ni. Ampak kot rečeno, poklicne etike se kvečemu morajo upoštevati družbeno stvarnost. Tako da, naprimer, zdravniki, naprimer, glede na to, da je pri nas, zdravniki si, naprimer, ne moramo privoščati niti zaradi zakonov o potrošništvu, bom rekel, si ne mora privoščati, da bi dali prazne tablete, ne? Homopati se lahko privoščijo, ne? Ampak zdravnik, če oceni, da bi nekomu mogoče, če območje koristnosti nekega zdravljenja, tam okoli 20% pričakovano, je to približno toliko, kar je placebo efekt. In marsikdaj bi bilo pravzaprav bolj enostavno, pa manj škodljivo za pacienta mu dati tableto, ki je napisano kot zdravilo, ampak je noter malo sladkorja. Ampak seveda, ker imamo zakone o tem, da človeka ne smeš okrog prinesti, je to pravno prenašanje okrog, torej ne moreš nekomu dati aspirina, pa je noter sladkor. Se pravi, kljub temu, da se ti lahko zdi, da bi bila to še najboljša rešitev in bi torej po neki zdravniški morali bilo to najboljš, seveda tega ni mogoče narediti. Medtem ko v nekem okolju, recimo v Avstriji, Nemčiji, pa pravzaprav zdravnik je pa tam, so taka pravila, da zdravnik lahko prakticira, naprimer, homeopatijo in karkoli. In tak zdravnik bo pač svojemu pacientu, za katerega misli, da pravzaprav mu bo bolj koristil, da mu bo bolj ta obred koristil, kot pa
kakšno konkretno zdravilo, ki ga pač nažalost za to stanje ne pozna, mu bo dal kakšno rastlinco ali pa kaj podobnega, kar mu pač mi ne smemo dati, ampak se ne moramo nad tem postavljati. Torej, v nobeni poklicni etiki se ne smeš in ne moreš postavljati nad pravila družbe, razen če ne gre za une skrajne razmere, kot so recimo v vojnah, pa kot so bile v kakšnih, bom rekel, nasilnih situacijah, se pravi, tam je druga, tam potem zdravnik pride v dileme, v katerih nihče ne bi rad bil, ne. Jože, Ljuba izgledali, se slišmo. Jaz bi nekaj preskočil na pomoč voditeljev. Sami strokovnjaki odlično predavljajo, odlično izhodišče, ampak bi se vse vrnil na njegovo mene, ki sem ga tako razumel. Vsak zase ste profesionalci, ampak ki se z njemu bolj strinjam, je sem zato, da se neka javna, skupna, minimalna morala danes ponovno vpraša in seveda vse specialce zadolži, da se vsaj na tem minimumu poenotno. Najbolj tipično, moralno, etično in tudi zakonsko vprašanje, ali je res denarni profit naše merilo. In jaz verjamem, da bi in unga posiljevalca, in kašedovska doktorski problem, in še drug pravni problem, skozi to osnovno moralno vprašanje, ali je denarni profit edina prava norma, razrešil in nekaj več kompromisa in zelo dobro. Dobro, imate kak komentar? Jaz bi tudi rekel, da to kaj dost komentirati ne moramo, bi se lahko strinjali. Bi pa Rometi predal besedo, ki je prosila. Ne vem, za to vprašanje se prišla pozrati Rozihana, ki je pač rekel, da pri nas zdravniki ne morejo tako funkcionirati kot v Avstriji, kjer lahko zdravnik splošne iz prakse prakticira recimo tudi homopatijo ali pa akupunkturo ali pa kakršnokoli drugo alternativno zdravljenje. Namreč bi se pojavilo vprašanje zelo zanimivo. Vsaj zame, ali to pomeni, da imajo Avstrijci slabšo strokovno etiko, ali to pomeni, da imajo Avstrijci več demokracije, imajo zaradi tega tudi več etike, splošne in specialne, ali to pomeni drugega. Namreč za vse bi postavili to vprašanje, kakšne so relacije med demokracijo in med splošnimi specialnimi kodeksi etike. Recimo, da postavim še drug primer, ki ni samo zdravstva, kako je mogoče, da je nemško pravosodje gospoda Zidarja tako ekspeditivno posodilo in ga pripravilo do tega, da je takoj plačal tisto, kar je moral plačati, medtem ko naše pravosodje tega ne more narediti, kljub temu, da imamo kodekse etike, kljub temu, da imamo formalno demokracijo, pa vendarle ne moramo tega doseči. Jaz ne bi to tako na prvo žogo dajal vizavi neke demokracije ali pa razvitosti. Ne? Moramo vedeti, da vsaka družba ima neke svoje načine, kako urejati stvari in zdaj spet pa drugi pa spet, Angleži pa spet nasmejo, pa Američani spet nasmejo. Hočem reči, to ni tako. Nemci imajo pa svojo kulturno tradicijo, ko so zdravniki že 200 let imeli pravico, da katerokoli rožco, pa s kjerokoli rožco zdravijo svoje paciente in to so v tist nek Naturheil zakon dal noter in se tega pač niso hoteli odzeti, za razliko od drugih evropskih medicin, kjer so šli na ta sistem dokazljivih medicinskih postopkov in to je pač neka tradicija, v kateri je težko reči, da je zdaj tam pa, da so zato super ali da je pri nas ali pa, ne vem, v Ameriki zato slabo. Enostavno to nima s tem kaj dost zveze, da je nekje boljš ali pa slabo. Morajo pa biti te stvari nekako urejene. Ne?
Jaz lahko 2 uri razpravljam o dobrih straneh, da bi pri nas zdravniki bili homeopati in pa naslednji 2 uri govorim, zakaj je slabo, da bi bili homeopati, ampak to je treba pustiti procesom v družbi. Sam pa nič, če sem jaz pacijent, zdaj ne, mogoče samo to repliko bom dala več naprej, ampak nisem mislila, da bi ravno isti zdravnik moral biti homeopatni zdravnik splošne medicine, ampak mi se moramo vendar zavedati, da kot demokratična evropska država, zato edini, ki teh stvari ne priznamo, poleg Romunije mogoče pa še države. To pomeni, da je to stvar. Ja, to, da ni zakonsko urejeno, se pa strinjam, da bi mogel biti. Ja. To se pravi, da je stvar etike in vsega tega, to se pravi, da nisem zdaj... Ne, zakonodajalca po ureditve državne, ne, to... Ni stvar tvoje, to je stvar demokracije. Ne, ni stvar etike, ker to je zadeva, ki se mora zakonsko urejati, ne za neko etiko. Etika stvar demokracije. To bi pa Miro mogoče prej rekel, na prvo žogo ne razumem čisto vprašanje. Bi še jaz malo pokomentiral, ker ste prej rekli, učinkovitost postopka, obsodba pa demokratičnost. Tukaj v bistvu imamo eno premico in na te premici je učinkovitost kazenskega postopka, na drugi strani imamo pa zavarovanje človekovih ustavnih pravic in v bistvu varovanje obdolženca. In zdaj bolj, ko imamo učinkovit postopek, slabša so ta varstva. In dejansko, bolj, ko je postopek učinkovit, več, ko imamo enostavnih, hitrih obsodb, dejansko je tak postopek manj demokratičen. Recimo v Sloveniji je pa ta premica, po mojem mnenju, idealni nekje v sredini. V Sloveniji je pa to varstvo zelo, bomo rekli, velika zaščita, pa dobro, pustimo še zdaj učinkovitost tožilstva, sodstva in tako naprej. In, bomo rekli, ta učinkovitost postopka pa zelo slaba. Ampak to dejansko pomeni, da je postopek tudi zelo demokratičen. Tako da ne smemo mešati demokratičnosti po učinkovitosti. Ponavadi je ravno obratno. Zdaj, mogoče samo kolega večkrat dopolnim, bom rekel, morda je ta izraz demokratičnost tukaj narobe malo razumljen. Namreč demokratično v nekem najbolj osnovnem smislu je tisto, kar želi večina ljudstva. Zdaj, verjetno večina ljudstva želi hitro obsodbo, da smo se najjasni, tako da dostikrat bi šlo za to, da če bi demokracija direktno obsojala, bi bili ljudje zelo pogosto obsojeni, zelo na hitro, včasih tudi prehitro. Kolega je hotel pa što reči, za neke vrednote, se to je bilo čisto korektno rečeno, za to varstvo človekovih pravic, da verujemo posameznik, ampak ko ste prej vprašali demokracijo, ali je demokracija tukaj z etiko povezana. Etika je stvar vsake družbe. Brez etike ni družbe. Enostavno neka mera, neka temeljna mera etike mora biti. Veste, se tudi, če je družba v zelo slabi kondiciji, mi smo zdaj v druge krizi rečemo. Ampak dobra novica, ki jo vedno znova preko znanjam, večkrat tako se sliši bolj prozodistično versko, ampak dejansko je tako, je ta, da je na svetu vedno skupna količina dobrega večja od slabega. Tudi če smo mi tale hip slabe volje zaradi krize, poglejte, še vedno varno hodimo po cestah, večino. Še vedno živimo na toplem, še vedno imamo za jesti, večinoma. Seveda so momenti pa to, ko so za koga strašljivi. Torej, če se štejete, koliko se vam dobrih stvari na dan dogaja, da niste napadeni, niste evropani, niste razžaljeni in tako naprej, v primeri slabimi, potem je količina slabega manjša. Vendar, ker smo ljudje na slabo bolj občutljivi, naše bolečinsko telo bolj odreagira na tisto, imamo zaradi že mehne količine slabega včasih vtis, da so stvari zelo ubogne. In zdaj bi tako rekel, če se vrnem nazaj. V diktaturi je težava ali prednost na tem, da je etika določena. Določen diktator. Seveda jo izkrivi v določenih pomenih in zelo malo tiste prave etike se lahko ohrani. Ohrani se tam, kamor ta diktatura ne seže. Kamor pa seže, ta etika je ideološko dirigirana, narekovana, dostikrat je to tudi antietika. Zato imamo radi demokracijo. V demokraciji je pa pluralizem ne.
pluralizem vrednoten, kar je tako, kot je rekel prej kolega Lojza, na nek način onemogoča, da bi ta univerzalna etika, ki jo pa na nek način ne čutimo. Vsakdo ima to svobodo in možnost, da jo začuti intuitivno in kakorkoli, pa tudi preko komunikacije z drugim, ampak težko ta etika prevlada na splošno. Zato rabimo tudi toliko pravo. Pravo je na nek način tukaj nadomestek etike, ker tisto univerzalno etiko potegne vase in potem pravo reče ne ubijaj. Mi nimamo nobenega etičnega kodeksa napisanega, ki bi rekel ne ubijaj, ampak pravo pa to pove. In tukaj vstopi v ta položaj, saj materialno gledano, procesno se pa začnejo težave in bi rekel plus in minusi tukaj, kjer je kolega še preč razlagal, kako potem to dokazati in tako dalje, gdje odkriviti. Toliko malo kratko. Ja. Gospod Valenčič, mislim, da? Valenčič, Rafto, moj ime. Vi se dotakli menega vprašanja, ki je načel profesor Ihan, ali te tako imenovane poklicne etike lahko obstajajo tisto univerzalno etiko. In se vprašam, da absolutno ne. Črpajo iz univerzalne etike za svoje področje. In tukaj ste omenil, oziroma skliceval na nekdanjega kolega, profesorja na teološki, vsaj po imenu ga mnogi poznate, Janžekovič Janeza, ki je napisal članek Etika je kraljica znanosti. Vendar ne v tem smislu, kakor bi Domi je menil, da vse ona določa za posamezne znanosti. Ampak vsaka znanost, vsaka človekova dejavnost, vsak človek preprosto mora delovati po nekih notranjih načelih, kakor jih prepoznava. Da najboljši vodi, ne kar na pamet ali karkoli. In tudi vsaka znanost, takrat je resnično znanost, ko se drži svojih zakonitosti. Medicina je eno, promet je najbrž že nekaj drugega, če tako vzamemo. In če iz tistega, kar ravna, kakor je njeno območje, skuša vedeti najbolje v korist in človeka in človeštva, potem je na nekih trdnih temeljih. Torej, če je rekel, da je kraljica znanosti, ni menil, da vse določa od zunaj, ampak vsaka znanost avtonomno sama ne določa, ampak odkriva. Vsi vemo, naravne zakone odkrivamo, ne pa jih dajemo. In moralni zakon tudi odkrivamo v sebi, v družbi, v zgodovini in ga tudi lahko na ta način tudi dopolnjujemo. Hvala. Jaz to razumem res bolj kot pomoč, kot pa vprašanje. Ravno tako se zahvaljujem za prejšnjo pomoč. To je v isti smeri, da se bolj ali manj lahko vsi strinjamo. Tam je bila v sredi dvignjena roka prej. Siloš Nikolec je moje ime. Hvala za vse vaše intervente. Razmišljam o sovragu etike, mislim, nekako na njem sem prišel z izhodiščnim vprašanjem, imamo kakšno misel, da se ta naša družba lahko obrne drugače, ali bomo ostali na njej. Nekako ne spremljam misel, da bomo ostali najbrž naprej v marsičem, če ne bomo večkrat bolj radikalno postavljali etičnih vprašanj. Vsaj tako, če tako jaz. Recimo pri
posredno volilni, ni samo diskus, brez večine. Če je kriza v tem trenutku takšna, da se je to prej spodbilo tako lepo na začetku postavil, sam različno gospodom Zvonkem, ki je šli na dan z nekaj pogovorov za zadnje stazo, tudi kje smo v tej krizi zaradi etičnih vprašanj. Pomeni, se bomo postavili na stolišče, da je pravičnost ključnega pomena. To pomeni, da vseh delavcev, ki so bili zdaj Evropani, marsičesa, da se kot ljudje etično zavedajo, ne samo kot socialno. Mogoče so zakoni včasih niso resnični, niso pravi, ne podpirjajo etike. Zato vprašanje, ki ga razpravljate za vas, da bo šlo moj odmev, razmerje odnosa med pravom pa etiko. Mislim, da tukaj je še pravi našem bolj. Sam osebno menim, da etični bolj višji, bolj pomembno od pravnega. Pravni je potem posledica nekaj ki imamo v družbah. Če pa zgodimo etična stališča, potem pa se da pravne procedure so neskončne, da ne se pravi noži, neskončne zniščeve, tako na vse členom, kar smo se odpovedali etičnim spoznanjem. In mislim, da kot strokovnjaki poklicne etike, da bomo mogli mnogo več, zato da se bomo kot strokovnjaki zavzeli za etiko in za človeka. Sicer bo šlo sta slišati naprej. Z vsemi pojavnimi odstopnimi patologijami, ki smo bili pričali, ne samo pri nas v celi Evropi, v Ameriki, prav tako vse demokracija, ker demokracija brez etike je pač slaba. Tako sam mišljam, da demokracija se vedno izniči, če nima pravnih, močnih pravnih osebnosti, ki držijo celotno smisel. Hvala. Ja, hvala lepa. Imate kak komentar? Ja, zdaj jaz izhajam iz tega, oziroma mislim, da odvetnik pravzaprav ni tisti, ki išče pravičnost v postopku. Pravičnost išče sodnik in delno v našem sistemu tožilec in v bistvu tudi cela država, cel državni sistem, ki išče, kdo dejansko je storilec in zbira dokaze zoper njega. Sam problem samega postopka je potem, da ko se nekoga obtoži, da se praktično država, tožilec in organi pregona so se že odločili, da je oni kriv. In zdaj moramo na drugo stran dati nekoga, ki se bori za tega, bomo rekli, obtoženca. In zdaj, če bo odvetnik izhajal iz tega, da bo tudi on iskal pravičnost, potem je pa mogoče najbolj, da ga sploh ni. Ker potem, če sodnik išče pravičnost, pa tožilec, vprašanje, če rabimo zdaj še tretjo stranko. Ker, kot sem rekel, v tej svoji bomo rekli, če bi odvetnik iskal tudi pravičnost, bi v tej svoji goni po pravičnosti dejansko zanemarjal lastno stranko in ne bi pomagal po polnih močeh. To pa kodeks odvetniške etike od njega zahteva. Torej, da po svoji najboljši moči pomaga stranki. Ampak recimo tudi, če gremo na civilne primere, se ni treba, da se samo v kazenski pogovarjamo. Imamo recimo ločitev moža pa žene in dva odvetnika. En zelo dober, en zelo slab. In izkaže se, da žena dobi vse, mož pa nič. A je to pravično? Verjetno ni, Samo te dva odvetnika dejansko ne iščeta pravice v postopku, ampak se borita za svojo stranko. Zdaj, če bi imeli popolnoma drugačen sistem, da bi bili vsi iskali neko pravičnost, bi bilo to fino. Nažalost, takega sistema si jaz zdaj trenutno ne predstavljam, vsaj kar se tiče odvetništva in prav na sodišču. Ja. Še repliko, ja. Na eno vprašanje bom odgovoril, pa še na pojasnilo. Vprašanje je odnos med etičnim kodeksom in pravom. Dobro pravo, kvalitetno pravo v veliki meri, čim večji meri odraža kodekse poklicnih etik in tudi neko etiko družbe. Seveda tu in tam, pravo mora biti, kot rečemo, pravniki heteronomno, se pravi ne v skladu z našo prevladujočo moralo. Recimo pri davkih je dosti, kako dajemo kot tak tipičen primer. V takem primeru pač tudi, če bi šlo pravo nekako zgolj po nekem moralnem čutu ljudi, ki ne bi plačevali davke za vojsko, pa za to, pa za ono, potem jih ne bi skoraj bilo. Ampak
mislim, da je to bistvo. In če je razkorak med etiko in pravom prevelik, potem imamo hude probleme. Ampak je še hujši problem tak, ki bo tudi povedal, ne? Če ni etičnega vedenja, če ni etične zavesti, potem pravo ne mora delovati. To se je pa nas zgodno poslušati. Pri nas do večine postopkov sploh ni prišlo. Pravnih govorim, kazenskih. Zakaj? Zato, ker so se tisti tam zgoraj, ki bi morali biti v teh postopkih, ne, nakopičili v taki meri z vseh strank, z vseh skupin, ne, da držijo skupaj in enostavno onemogočijo svojo družbeno močjo in vplivom policijo, tožilstvo in druge, da bi sploh lahko karkoli naredili. Se vidimo, kako se zadeve delajo. Potem se pa, oprostite, ne, potegne neka zadeva 5 let stara iz predala in danes za tega, jutri za onega. Tako se pri nas manipulira spravo. Da ne govorimo o drugih zadevah, ki bi šel predaleč. In samo še to misel, ne vem, verjetno večina že ve, vsi ne, ampak mi celo na nek način smo zdaj z novim kazenskim pravom za zakoni odstopili od tistega nekdanjega principa, ki je bil za kontinentalno Evropo jedro kazenskega prava, torej iskanje materialne resnice. Bo kolega še bez poprav, če se ti zmotim. Da je lahko tudi v našem pravu po vzoru na ta ameriški plea bargain, kot rečemo, ta možnost dogovora, ne, tudi danes pri nas že neka stranka izreče sama, torej privoli v krivdo, se izreče za krivo, samo zato, da bo tožilec pripustil prikazno. Sploh se ne ugotavlja, kaj se je storilo zares. To je zelo pogosto v Ameriki primer. V Ameriki se večina pravnih postopkov ne konča s sodbo, ampak s takšno in drugačno vrsto sporazumov med strankami, ker sicer je postopek drag, dolg in tako naprej. In najbolj tipično je, če je obdolženec v situaciji, ko bo zelo težko dokazal nedolžnost, tožilec bo pa zelo težko tako močno dokazal, da bo lahko prišel do hude obsodbe na visoko zaporno kazen, se dogovorijo. Postopek prekine, reče, jaz bom priznal krivdo, ampak namesto 15 let zapora bom šel samo za 5 let v zapor. In tako je tudi pravo na nek način iz nekih pragmatičnih, torej saj navidezno pragmatičnih razlogov v tej dimenziji, ki je bila evropsko vedno bolj rigorozna, ne iskati, kaj se je zgodilo po pravici, ne po resnici, ne, zdaj postala v veliki meri, bi kar rekel, zamerikanizirana. Bomo videli, kako se bo to obneslo, ampak do neke mere že kar deluje. Toliko se bo to sem pojasnil. Mislim, da je čas. Je še eno vprašanje in s tem bomo z vprašanjem zaključili. Je čas, da zaključimo s tem uradnim delom. Jaz vam bom pa zdaj predstavil tisto presenečenje, o katerem je Milan govoril na začetku. Namreč, za razliko od prejšnjih 2 večerov, vas nocoj po zaključku uradnega dela vabim, da po enih 5 minutah, ko bo vsakmu čas, da si recimo postreže s pijačo ali karkoli, da pridemo tle bližje tisti, ki še niso zmatrani in ki bi se še radi malo pogovarjali in da se še nekaj časa, dokler to ima smisel, pogovarjamo od blizu med seboj. Zdaj pa samo še zadnje vprašanje. Hvala lepa. Naslov večera je Somat etike. Gospod Rančo je videl, gospod Cerar je pa izrekel, da je Slovenija v etični krizi. Mene pa zanima, kaj so znaki te etične krize. Kako vidimo, da smo manj etični, kot smo bili recimo v prejšnjem sistemu, ali pa kot so recimo v Italiji. Hvala. Zdaj, glede na to, da sem imenovali, seveda ni šlo za primerjavo s prejšnjim obdobjem, da sem samo rekel, da smo v etični krizi. Nekaj ste nas tim vprašanjem presenetil, ker zahteva zelo kompleksen premislek, moram priznati. Namreč, seveda v prejšnjem režimu je bila na določenih področjih kriza etike še bolj izrazita. In zdaj bi pa moral res razmisliti, kako na to odgovoriti, ker seveda so mrake etike, si sem rekel, je bil v Evropi v prejšnjem stoletju zelo prisotni tudi v svetu, pa se tudi hladna vojna, kaj pa tudi za neka kriza. Zdaj smo enostavno prišli v neko drugo vrsto krize. Takrat je kriza grozila za nekim vojaškim uničenjem in se je dogajalo pač nekaj, danes je pa s tem preobiljem materialnih dobrin. Ko dejansko je na eni strani proizvodna materialnega tako obilna, saj v nekem delu sveta, in ko je ta, bom rekel, informacijska zasičenost tako velika,
ta etičnost ali neetičnost pridobila pač neke druge izraze. Zato je to zelo težko primerjati, recimo. Ne? V nekem vojnem ali povojnem času ima to nek strašljiv obraz, verjetno bolj krut, ne? Torej, vemo, kaj se je dogajalo, v nekem sedanjem času pa nek bolj, kako bi rekel, na videz nedolžen. Pa vendar hkrati morda enako uničujoče nas, kajti ne gre samo za to, ali nam neka neetika uniči telesa. Na nek način je še pomembneje, koliko se dotakne negativno našega duha. Če se pa obojega, je pa potem seveda katastrofa največja. Tako da toliko sem podmislil, ne bi pa želel iti v daljše komentar, ker bi moral malo bolj premisliti zadevo. No, mogoče bi jaz to etično krizo razumem, kot rečeno, kot je prej Miro rekel, etika je vedno, ne? Tako, ko je morala vedno, je tudi etika vedno. So samo različne in za nekoga je pač neka etika slabša kot druga, ampak etika je lastnost družbe in morala je lastnost človeka in brez tega sploh, brez tega ni stanja, da bi bilo družba ali pa človek brez tega. Zdaj, kadar kriza, na nek način jaz krizo družbe dojemam kot neučinkovitost družbe, ne? In zdaj, če smo bili v prejšnjih obdobjih mogoče v družbeni neučinkovitosti, vsaj v določenem delu zaradi nekako nedemokratične etike in je ta nedemokratična etika pač nekako ni ustrezala družbi in je bila družba razmeroma neučinkovita zaradi tega, se pravi pri svojem, ne samo pri BDP-ju, ampak tudi pri potem, kako je funkcionirala. Imamo demokratično družbo, ampak smo neučinkoviti ne zaradi diktatorja, ampak zaradi tega, ker se v tej demokraciji nekako ne uspemo najbrž iz nekih strahov tega prehoda dogovoriti, da bi kot družba funkcionirali. Ne? Kaj je bilo prej govora o teh, da imamo te neke, da smo neka proceduralna družba, pri kateri so procedure precej avtomatske in neučinkovite. Ne? Seveda, samo te procedure si pravzaprav ne dobimo nekje od zgoraj, kot smo jih včasih, pa niso bile zato učinkovite, smo rekli, ker nam jih partija ukaže in mi nočemo delati tako in zato nič ne laufa. Ne? Vse te procedure, ki jih danes obtožujemo, smo vse sami naredili. Ne? Se pravi, vse poklicne skupine so si naredile procedure, da nihče ne sme niti pogledati v knjižnico, ki ne naredi fakultete, da nihče ne sme te otroka paziti, ki ne naredi fakultete, da zdravniki končajo medicinsko fakulteto, pa nimajo nobenega poklica, ker morajo še 6 let delati specializacijo, da se lahko prvič primejo pacienta. Torej, ampak to smo si vsi sami naredili, ne? In iz nekega strahu, da si vsak, da slučajno mu kaj ne spodrsne njegovi poklicni skupini, to in v ta namen smo si celo poklicne etike delali v končni fazi, ne? Marsikatere poklicne etike in pravila so pravzaprav na zunaj strašno lepo zvenijo, ampak pravzaprav so samo utrjevanje te cehovske ekskluzivnosti, zato da je naša družbena organizacija še manj učinkovita, pa še bolj rigidna, pa še manj je mogoče delati tisto, kar je prav pa potrebno, ampak je treba delati tisto, kar je po procedurah, ki smo se jih sami izmislili. Ne? Zdaj v tej krizi bomo šli pač najbrž, ker je to postalo popolnoma neznosno, kar se tiče cene funkcioniranja družbe, bomo v krizi pač šli nazaj pa rekli, kaj je sploh smiselno narediti, ali res mora biti za vsak papir prijeti nekdo z magisterijem, da se sme približati tistemu papirju, pa podpisati ga pa lahko samo nekdo, ki je že naredil 2 doktorata, ker sicer je to
zelo nevarno, ki bo imeli ne vem kakšne posledice. Ne. Torej, v teh procedurah, hočem reči, te procedure nam noben diktator ni, pa nobena partija ni predpisala. Vse so nastale iz strahu posameznikov in posameznih skupin, da bi si ne zagotovila za naslednjih 10 let varnosti. In zdaj se lahko samo vprašamo, zakaj vraga smo kot družba rabili zagotovilo, da si za 30 naslednjih let zagotovimo varnost vsak človek posebej in smo zato tako podražili funkcioniranje družbe, pa ga zapletali, da bomo zdaj prisiljeni vse to odplesti, ker pač nimamo denarja, da bi to financirali. Torej, jaz tukaj vidim ta somrak etike, ne? Ki je bil prej somrak neke bolj diktatorske etike, zdaj pa somrak neke demokratične etike. Ne? Hvala vam. Torej, zaključujem ta uradni del in prosim, da tisti, ki še niso preveč utrujeni ali pa ki čutijo, da je še kaj zapovedati, čez 5 minut pridejo malo bližji stoli, pa tudi spijačo ali kakorkoli in se bomo še malo nadaljevali pogovarjati, dokler bo to smisel.